dober dan, dober večer, oziroma ni še večer, malo je zgodaj, ampak takole je, ne. Zdaj bom pa jaz na začetku vas prosil v funkciji zaničniškega kenguruja, da vkolikor želite, ponavljate za mano. Jezik naš, ki si nam v mislih, za vse na svetu daj nam svoje ime, vodi še naprej naše kraljestvo in nam daj, da mislimo po tvojih zakonih, kakor na samem, tako tudi javno. Daj nam danes naše vsakdanje zgodbe in odpusti nam naše napake, kot jih tudi mi odpuščamo svojim sogovornikom, in ne preženi nas v angleščino, ampak nam omogoči čim več dobrega. Tako bodi. Tako bodi. Ja. V glavnem, če bi ne bilo več tega jezika, bila bi le ena gotova razlika. Še zmer bi bile gore, še zmer bi bile reke, še zmer bi bilo morje, bukve in smreke. Bila bi neumnost, bile bi zamere, verniki in nasprotniki vere. Bili bi sadisti in mazohisti, nacionalisti in racionalisti. Bili bi pohlepni in dobri ljudje, prepovedi in vse tist, kar se ne sme. Bila bi narava, bila bi kultura, Sava in Drava, Soča in Mura. Dežela se ne bi skoraj nič spremenila, bila bi poznanstva in dvojna merila. Če bi ne bilo več tega jezika, bila bi le ena gotova razlika. Še zmer bi imeli vse mogoče težave, zagotov pa ne imeli bi slovenske države. Ta pa je, ker je nastala, da bi nas manj kot prejšnja stala in da bi dokončan bil boj za naš narodni obstoj, a namen še ne pomaga. In je država še bolj draga, ker je v službi kapitala skupno dobro razprodala, tisoče pahnila v bedo in obdavčila besedo. In zdaj, ko nismo druga Švica in je že ukradena potica in neusmiljeno pritiska množična socialna stiska, jezik malo koga briga, saj če je kruh obdavčen, naj bo pa še knjiga. A Slovenk in Slovencev brez slovenščine ni, in če se ona ne širi in ne bogati, bolj ozki in ubogi z njo vred smo tudi mi. In ker zaradi majhnih naklad je dragi jezik še bolj drag in drugim težji konkurira, je potrebna naša vera. Zato verjamemo, da je v Sloveniji možna nična stopnja davka za dodano vrednost, za vse proizvode, ki širijo temelj slovenske države, slovenski jezik, verjamemo pa tudi, da sta na zemlji možna tako ničprocentna revščina, kot tudi ničprocentno onesnaževanje okolja, brez da bi za to morala izginiti človeška vrsta. Tako, hvala, lepa, to je bilo več ali manj vse. Zdaj, če imamo še kaj časa, pa mogoče še tule, če koga slučajno zanima, kako je do vsega tega, kar zdaj imamo, prišlo, še nekaj osnovnih podatkov. Recimo, ljudje se sprašujejo, kako je prišlo do Prešerna, kako je to mogoče. Vse skupaj nič ni bilo, potem se pa pojavil ta, ki nam, bi rekel, ekonomsko zakomplicira življenje na tem lepem kosu planeta. Takole je bilo. Potem, ko je Bog ustvaril svet in človeka in je svet ostal en sam, ljudi je bilo pa zmeraj več, so se ti zmeraj bolj razlikovali med sabo.
In da se ne bi več prepirali, se je neke nedelje, ko so se kot ponavad pred njim spet zbrali ljudje, Bog odločil, da svet razdeli med posamezna ljudstva, in ko je to naredil, se je, da bi se odpočil od zemeljskih pritlehnosti, zadovoljno ozrl proti vesolju. Takrat pa je pred njega pritekel Slovenc. Sem slišal, da si razdelil svet, je rekel z zasoplim, očitajočim glasom. Ja, res je počasi izdavil Bog, ki je že slutil težave. Ja, in kako da jaz nisem nič dobil, je skoraj zajokal Slovenc. Najbrž zato, ker si manjkal, je rekel Bog. Ja, kako sem pa vedel, da boš glih danes svet delil? Se je razburil Slovenc. Mislil sem, da boš spet kaj o strpnosti in ljubezni do bližnjega nakladal, pa sem šel rajši delat. V nedeljo si delal, je Bog dvignil obrvi. Ja, saj sem ves čas na tebe mislil, ker sem delal, je rekel Slovenc. In ker je Bog kar molčal, je dodal. Ja, jaz ne morem pomagati, če mi med tednom zmeri zmanjka časa za vse. Dopoldne služba, popoldne fuš, če je človek priden, zmeri kaj dela ostane še za čez vikend. Pa sej lahko kaj prestaviš tudi na naslednji teden, je bil neizprosen Bog. Ja, a mi mogoče kdo garantira, da bom naslednji teden še živ? Ga je očitajoče pogledal Slovenec. Sploh pa ne razumem, kako lahko meni očitaš delo v nedeljo, če si v nedeljo delal tudi ti. Bog je hotel reči, da za njega ukvarjanje s krono stvarstva ni delo, ampak praznik. Vsaj mišljeno je bilo tako. Ampak je bil rajši tiho in se je spet zazrl proti vesolju. Ampak Slovenc je bil trmast in ni obupal. Ne bom te zapustil, dokler mi ne daš, kar mi pripada. In ker je Bog pametnejši, mu ni ostalo drugega, kot da je popustil. Dobro, je rekel, dal ti bom, ampak pazi, ostali so mi samo še vzorci. Najlepši so od vsega, kar sem ustvaril, ampak nažalost zelo majhni. Mal morja, mal visokogorja, kupček različnih vrst hribov in dolin in zaplata ravnine. Mislil sem jih obdržati zase, da bi, če bi vam prišel kakšen razpis za ustvariti kakšen nov svet, lahko pokazal, kaj izdelujem. Ampak če si tako vztrajen, lahko dam te vzorce tudi tebi. Te moram pa opozoriti, da je košček morja, ki ga boš dobil, majhen in da je do najbližjega oceana dolga in ozka pot. Zato ti ne morem garantirati, da boš uspel v pomorstvu. Ravnine je tako malo, da boš težko konkurenčen velikim kmetijskim proizvajalcem. Gore so lepe, ampak če se bo preveč ljudi navdušilo nad njimi, bo hitro dren. Kar se hribov in dolin tiče, pa tudi ne vem, koliko se da z njimi obogateti. So pa v primeru, če se ti ne bo izšlo, kot bi želel, hribi vinorodni in boš imel vsaj tolažbo pri rok. Slovenc je vzorce vzel in se na svojem koščku zemeljske krogle zadovoljno množil in delil, dokler ni prišla med Slovence prva knjiga. Bog pomagaj, je zavpil Slovenc. Eden mi hoče s knjigo spremeniti navade. Bog pomagaj meni, je rekel tisti s knjigo. Tudi jaz sem Slovenc in nič drugega nočem, kot to, da bi tudi Slovenci razumeli tvojo besedo. Ampak Bogu se ni dal ukvarjati z malenkostmi in je rekel, sama se zmenta. In je šel Slovenc brez knjige, pa je Slovenca s knjigo vrgel ven in so Slovenci prvi napad knjige uspešno odbili, tako da je bilo s tem nekaj časa mir, dokler se niso začeli narodi, ki jim je dal Bog več zemlje kot Slovencu, trkati na prsi in zahtevati lastne države. Jaz tudi, je rekel Slovenc, jaz tudi svojo lastno državo. Izvoli, je rekel Bog, a ti kdo mogoče brani? Ja, s čim ne se pa hvalim, pa trkam na prsi, je rekel Slovenc. Drugi imajo opere, pa teatre, jaz nimam pa nič.
Sej si imel Linharta, pa njegova najboljša igra še zmeri neizvedena v knjigi leži. Je rekel Bog, postav jo na oder, pa boš imel teater. A si ti normalen? Ga je začudeno pogledal Slovenc. A ti ne veš, da je ta veseli dan ali matiček se ženi prepovedan, ker se dela norca iz gosposke? Da ne rečem, da teater stane. Zato pusti tega Linharta in mi dej neki cnejšga. Najcenejši so pesniki, je rekel Bog. Tega si pa tudi že imel. Pridnega in skromenega Valentina Vodnika. Ti pa res nimaš pojma, je Slovenc zavil z lučmi. Vodnik je vendar politično problematičen, ker je hvalil Napoleona. Ta pa je propadel in smo zdaj spet pod Habsburžani. Ne vem, zakaj se oziraš na Habsburžane. Če bi rad svojo državo, je bil Bog zdaj mečken že naveličan. Ja, zakaj? Za vsak slučaj, je zarenčal Slovenc. Sploh pa, če hočem, da mi nadomesti opero, rabim enega mečken bolj kompliciranega, kot je ta Vodnik. In prosim, da mi ga daš čim prej, zato ker se leto 1848 nezadržno bliža. Poslušaj, je rekel Bog, ki je imel pa vsega skupaj že čist zadost. Tudi kovača in mlinarja in mesarja ti nisem dal jest, ampak so prišli sami, ker so videli, da jih rabiš. In na enak način bo, če ga boš rabil, prišel tudi pesnik. A moj Bog, ne boš se ti mene tako zlahka rešil, je vzkipel Slovenc. Kovač, pa mlinar, pa mesar so poklici, ki se jih lahko izuči vsak. Za pesnike pa obstajajo dokazi, da je marsikateri izmed njih javno priznal in lastnoročno podpisal, da si mu poezijo narekoval ti. In če si zrihtal pesnike drugim, si dolžen zrihtati enega tudi men. In če ga ne boš, te bom tožil. Bog je zamišljeno pogoltnil slino. Dobro, je rekel, dam ti enega, ker ti bo največje stvari naredil čist zastonj. Ampak vse naslednje si pa zrihtaj in plačaj sam. In tako smo Slovenci dobili Prešerna. Ker pa je največji, večjega od njega ne more biti, manjših pa ne potrebujem, si je izračunal Slovenec in je bil vesel, ko je videl, da je kultura postavka, pri kateri se da zelo veliko prišparati. Zdaj bi moral biti en glasbeni vložek, jaz to nimam, to je cenejše. Takole. Ja, zdaj pa, kaj pa vem, mogoče bi lahko razčistili še eno pomembno reč, okrog katere se Slovenci velikrat ne morejo zediniti, in sicer o tem, glede naše preteklosti namreč. Marsikaj iz naše zgodovine se namreč razlaga na različne, pogosto diametralno nasprotne načine, in da bi se vsaj pri najpomembnejših dejstvih v prihodnje do tega, več ne prihajalo in da bi se vsaj na videz in navzven uskladili, si prizadevamo, mi, ki se ukvarjamo z dvomovinsko liriko, da poenotimo podatke in stališča glede najbistvenejših točk naše skupne, se pravi slovenske zgodovine. In tako se bomo danes skušali poenotiti glede vprašanja, od kod Slovenci izviramo. Zdaj poglejmo si, kaj o tem pravijo stari mojstri. Pri Koseskem grška boginja zgodovine Klio Slovenijo, poosebljeno Slovenijo, prepričuje, da je njena nesamozavest popolnoma nepotrebna, kajti, citiram, preden Bizanc in Rim verige kovala narodam, bila Evropi si varh, večji li hvale želiš. Tvoja žarila je kri od lednega Balta do Jadre, mirnimu svetu razum, bojnimu bila si meč, zlobi gotova za jes, med jutram
in divjim zapadam. Sledite? Ja? Dobro, da če kdo rabi, mislim, podnapisov nimamo, ker je presvetlo, da pa če pa kdo rabi prevod, no, zgleda, da ne, da ste zadovoljni. Skratka, nadaljuje se pesem takole. Ne, to pač Sloveniji razlaga grška boginja zgodovine. Ne? Klio, kaj še ostane velikim. Kar je visokega ne, to je pa spet Kosevski, kar je visokega čestitega desna storila, Ptuje ostalo ti ni, slave deželica si. Grom je slovenski krotil narode v jeziku latinskim, Črnega morja prestol tvojih junakov je bil. Zdaj tukaj lahko ugotovimo, ne, da nas tale vers Grom je slovenski krotil narode v jeziku latinskim, ne, nekako navdaja z mešanimi občutki, ker govori o tem, da smo Slovenci bili že pred slovenskim jezikom in bomo, kot se zdi, po razlagi tega pesnika tudi takrat, ko tega jezika več ne bo. No, sicer pa iz te pesmi izvemo samo to, da smo tu že oddavno, kdaj točno smo se začeli, tega nam pa ta pesnik, se pravi Jovan Vesel Kosevski, ne pove. To zadevno pa je nekoliko bolj jasen Valentin Vodnik. Ta v Iliriji oživljeni pravi: od prvega tukaj stanuje moj rod, če ve kdo za drugega, ne reče od kod. In kolikor je znano, se nihče ni oglasil. Isto kot Vodnik, ampak še bolj eksplicitno pa trdi tudi Fran Milčinski. Ta je zapisal, citiram: bili so imenitnega rodu, imeli so stara pisma in če se jim ne bi bila izgubila in če bi jih znal kdo brati, tako bi ostrmel, da bi sedel kar v znak, kaj ti pravijo, da je stala v teh pismih beseda, da sega njihov rod do samega Adama v paradižu. In s tem se zdi, da smo prišli do našega izvora. Vendar ali ni mogoče možno, da bi segli Slovenci še dlje? Če namreč verjamemo Darwinu, vemo, da je tudi do Adama nekako prišlo in se torej prvi človek in če torej prvi človek ni bil ustvarjen, ampak se je razvil, naenkrat postane jasno, zakaj je moral biti Janez Blajvajs imenovan oče slovenskega naroda po izobrazbi in poklicu živinozdravnik. In če je bil potreben živinozdravnik, da je pomagal na svet čemu takemu, kot je naš narod, sploh ni več vprašanje, ali Slovenci segamo dlje od človeka, ampak je vprašanje kvečjemu, iz katerih živali izviramo. Marsikomu se zdi seveda popolnoma logično, da iz opic, ki jih tukaj ni, ker smo se pač iz njih razvili Slovenci, vendar bi bil sam pri tem bolj previden, da ne bi zanetili novega konflikta in bi upošteval tudi domnevo, da smo se razvili iz različnih vrst, ki so v svoji naravni težnji po najboljšem pristale v skupnem cilju v Slovencu. Zato predlagam, da vprašanje, ali smo se razvili samo iz opic, ali pa tudi iz konjev, kokoši, zajcev, medvedov, prašičev in lisic, pustimo v nemar in se poenotimo samo glede tega, da izhajamo iz živali in imamo to pogledno najstarejše možne evropske korenine. Tako, zdaj je mogoče še malo glasbenega intermeca. Dobro, zdaj pa, ja,
se mi tule ponudila ena pesem, mogoče pa je čas tudi za eno recitacijo pred naslednjo temo, ki je pa nekoliko bolj zahtevna. Le bi pa tole pesem, ki ima naslov Intronacionala. Intronacionala in jo gospod Rudolf Katz originalno izvaja. Intronacionala. V deželi samih srečnih domov, brez obročkov in kondomov, vsi plod domačih smo semen, ne najdeš tujih tu imen. A ker nas je samo milijon, je treba paziti, kdo gre s kom. In da ne pride do incesta, previdno izbira se nevesta. Čeprav je res, da prej ko slej, če bomo ves čas znotraj mej, ženili se bo zgodilo, da seme se nam bo izrodilo. Vendar zavedna etnogrupa zaradi tega ne obupa in njena rasa se ne meša, pa naj bo platvus, govša, pleša, naj bo bratranec hkrati stric, naj ima 5 parov bradavic in naj, če hoče ljubi Bog, se kdaj rodi še kak trinog, ki ima 5 rok in 6 oči, da le po tujcih ne smrdi. Tako da ob zgodovinskem koncu, ko drugi vsi v topilnem loncu že kdaj bodo spustili bit, naš narod končno bo razvit in zrel, da se v njem rodi, taki čakamo ga vsi. Plod naših tisočletnih travm, nihče drug kakor sam Triglav. Naše ljudstvo je izbrano, da njegov poslednji rod zapičil bo zastavo v vesolja zadnji kot. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala. Najlepša hvala. No, to je bil ta Rudolf Katz s pesmijo Intronacionala. Pa ne vem, tule me opozarjajo, da je to tukaj si malo, zdaj, če ima kdo kakšno vprašanje, seveda smo, je pravi trenutek, drugače imamo pa tole eno zelo primerno pesem. Ne sam jamrati in nergati, probajmo od sebe dati več prijaznejših besed, pa bo tudi nam lažje živeti. Ogovarjajmo sosede, izmenjujemo si besede, dragi človek, a veš svoj dolg, ne zavijaj se v molk. Besede zmeraj izmenjuj, če jih zmanjka nove skuj, ali pa se zgleduj pri kom, sej ni za plačati, sej je zastonj. To je en tak, hvala lepa. To je en tak intermezzo, po katerem sledi, ne vem, koliko ste seznanjeni s temi gospel cerkvami evangeličanskimi, po takemle nagovoru sledi kakšna minuta, ko se ljudje, se pravi občestvo, med sabo malo pogovarjajo, zato da si pridigar poišče naslednjo pridigo. Ja. Skratka, besede zmeraj izmenjuj, ne, če jih zmanjka nove skuj, ali pa se zgleduj pri kom, če se ni kar dejansko, da nam motil, ne. Ne, kot da me ni. Kot da me ni. Nič ploskat, ker nisem jaz tukaj pomemben, ne, to ne. Ja. Mogoče je boljše, da kar nadaljujemo, ne? Ja. Tako, v glavnem, tukaj zdaj gre pa za en daljši sklop, ne, saj bom jaz, ko bomo vsi utrujeni, se sem za začetek usedel. To gre pa, v bistvu gre za eno tako zelo osebno izpovedno zgodbo, ker namreč jaz se ukvarjam s pisanjem, ne, in pišem za otroke in za odrasle in najbolj se splača pisati za gledališče, ne, v tem koncu sveta, mogoče za film tudi, sam tega še jaz ne vem, ne. Gledališče je pa kar, tako bi rekel, najbolj radodarno. Predpostavljam, da mogoče celo zato, ker film ni tako razvit, pa smo lahko vsaj na gledališče
ponosni, ne, ne vem, če veste, ja, res je, no. Ne vem, če veste, leta 1928 se je začel zvočni film, ne, v svetu. Ne. Takrat smo mi imeli, mislim, da dogodek v mestu Gogi, nekako se je gledališče začelo, ne, in potem smo posneli pred vojno dva nema filma o gorah, ne. Spravi, da smo nekako na vse večne čase na filmskem platnu ovekovečili gore, ne, se pravi tisto, kar je vredno tega, ne, da se ovekoveči na vse večne čase, čeprav zdaj ne vem, koliko so že digitalizirani te filmi, ne, pa koliko so ohranjeni. No, ampak v glavnem je potem se moral priti diktator iz Kumrovca, da je rekel, zdaj pa začnite zvočne filme snemati in so potem tam nekje, zdaj se ne spomnim, je bilo leta 1947 na svoji zemlji posneli prvi slovenski zvočni film. No. Tako da, ja, skratka, no, jaz pač ne vem kako, verjetno se pri filmu mogoče se res da še, da se še bolj splača delati za film, no, ampak jaz na svojem področju, ne, sem zadovoljen tudi s tem, da delam za gledališče, ne. Zdaj delam za gledališče za otroške predstave in odrasle predstave, ne. In zdaj imam 4 otroške predstave in te bom igral lahko, dokler bom opravilno sposoben, ne, nekje do Bajdenovih let, ne. Bom te 4 predstave izvajal, ne, zato ker otroci manj kot 10 let v bistvu traja čas, ko otroci potrebujejo otroške predstave in prihajajo zmeraj novi in novi otroci, ki teh predstav še niso videli in tako rekoč ne rabim delati novih predstav za otroke, ne, ampak vse drugače je pa to, kako je z odraslimi, ne. Ker namreč po manj kot 10 letih, ker jih zanima gledališče, otroci postajajo odrasli, ne, in te odrasli pa trajajo vse dlje in dlje in dlje, ne, nekako zmeraj dlje, no, in hočejo imeti zmeraj nove in nove predstave, ne. In ker se tudi predstave za odrasle so bistveno bolj plačane kot predstave za otroke, se seveda in splača delati zmeraj nove in nove predstave, ne. In zdaj sem že, hvala Bogu, ven iz tega, sem v penziji, tako da ne delam pravzaprav novih predstav, ne, tudi tole, to je vse reciklaža, ne. Tako da ja, mogoče že kaj poznate, ampak tako to je, ne. Se človek pol nekako vzame, ampak včasih ne dolgo nazaj, ne, sem pa moral vsako leto narediti novo predstavo, ne, in ker živimo v tem prijaznem svetu subvencionirane kulture, ne, tako da, ne, sem pač vsako leto nekako moral napisati, kaj bom delal naslednje leto in potem je bilo super, sem bil precej vešč tega, ne, zelo samozavesten, ko sem ta besedila pisal za ministrstvo pa za kulturni oddelek na mestu Ljubljana, ne. Ampak potem, sem tudi glede na to, da sem imel že za sabo kar nekaj razmeroma uspešnih pa dobro sprejetih predstav, ne, pravzaprav sem dobil te subvencije, ne. Ampak potem ko se je pa začel bližati konec tistega leta, znotraj koledarskega leta, znotraj katerega je bilo treba narediti premiero, ne, sem pa zmeraj bolj ugotavljal, da pravzaprav tisto, kar sem tam napletel, zato da bi bilo unim všečna, ki bojo to brali, ne, da tega jaz ne morem igrati in sem zmeraj, manj mi je bilo jasno, o čem naj bi ta predstava sploh bila, ne. In sem imel resne težave s samim sabo, ne, ker sem vedel, da moram narediti, ne, ker tisti denar, tudi če sem dobil že kaj denarja, ga ni bilo toliko, da bi lahko pobegnil in živel mirno nekje drugje, ne, da moram narediti, hkrati se mi je pa zmeraj bolj zdelo, da pravzaprav ne moram. Ampak kljub temu, da ne moram, ne, in pak sem se tako vrtel okrog tega, da ne morem, pa vendarle moram, sem v enem trenutku odkril enega od največjih fenomenov slovenskega jezika. To je to, da sta se v slovenščini, zato iz ekonomskih razlogov, v bistvu, ker se nam ne da zapravljati časa in energije s tistimi polglasnimi, ne,
oziroma z aji in eji, ne, sta se moram in moram združila v eno besedo. Ne. Se pravi, to ne, v angleščini, angleščina, veste, je zelo mlad jezik. Ne. V angleščini so še daleč od tega, ne, da bi se ta, bi rekel, morati pa moči, ne, to se pravi nujnost pa sposobnost, zmožnost, ne, da bi se to zlila, ne, can pa must, ne, to bo trajalo še tisoče in tisoč let, ne, da se bo to tako zbližalo. Medtem ko v slovenščini je pa to nekako prav tisto, kar bi pravzaprav, kako bi svet moral izgledati, se pravi, da tisto, kar moramo, tudi moramo in tisto, kar moramo, tudi moramo. Ne. Tudi to je pomemben element tega, da kar moramo, moramo. Ne. Skratka, kar moram in kar moram, tudi moram. Ne. Jaz sem začel o tem razmišljati in ko sem o tem razmišljal, bolj sem bil pomirjen. Ne. In v tej pomirjenosti se mi je kar naenkrat zasvetilo, ne, to je tam mislim, več kot 10 let nazaj, se je to dogajalo, se mi je kar naenkrat zasvetilo, posvetilo, preblisnilo mi je možgane, da sem enkrat slišal, da je en moj soimenjak, rusinski, ne, to je Rusini, to so tam, ko je bila včasih Češko-Slovaška, danes je pa Ukrajina, ne, podkarpatski Rusi se jim reče rusinski. Moj rusinski soimenjak je nekoč imel zelo podobno težavo. On je bil pa slikar, izšolan slikar, pa ni vedel, kaj naj slika. Nekako izgubil je to občutek, kaj naj pa on sploh slika. In potem mu je ena prijateljica rekla, da naj slika tisto, kar ima najrajši. In je začel slikati denar. Ta človek, ne, Andrej Varhola, ne, je začel slikati denar in ko je začel slikati denar, je iz Andreja Varhole postal eden najbolj uspešnih ameriških slikarjev 20. stoletja, Andy Warhol. Ne. In sem rekel, lej, se pravi, moram jaz narediti predstavo o tem, kar imam najrajši. Ne. Ampak jaz nimam najrajši denarja. Ne. Zdaj ne vem, mogoče lažem, mislim, da ga res nimam najrajši denarja. Ne. O denarju recimo vem, zakaj se v ljubljanščini reče gnar. Ne. Zato, da se, recimo, da se te odvratne besede na gn, ne, dopolnijo. Ne. Ker imaš gnus, gnoj, gnida, gnev, pa na gna pa ni nič, pa je gnar. Ne. Tako da jaz v denarju nimam najboljšega mnenja. Ne. In ga nimam, se pravi, se mi zdi, da nimam najrajši, predvsem ga pa nimam rajši od samega sebe. Ne. Jaz mislim, da tisto, kar imam najrajši, sem jaz. Jaz imam najrajši samega sebe, to bi si upal reči, tudi javno. Ne. In sem se potem odločil, da bom naredil predstavo o samem sebi in sicer od čistega samega začetka, kjer se je, bi rekel, od tistega trenutka, ne, kjer se je začelo to, ne, kar moram zdaj razvleči v kolikor toliko celovečeren nastop. Ne. In to je bilo pa že pred, ne vem, koliko se spomnim, da mislim, ni da bi se spomnil, ne, ampak pred 13,7 milijarde let, ne, se je vse to, kar zdaj imamo, začelo z eksplozijo. Ne. Pred 13,7 milijard se je to, kar imamo, takrat smo se začeli mi. Ne. V bistvu pred 13,7 milijarde let smo se bojda začeli mi, ne, pri čemer zdaj noben ne ve, kaj je eksplodiralo, ne? Da se je sprostila ena taka energija, ne? ki se je potem mislim, zdaj ne vem, če Einsteina toliko poznate, ampak jaz sem pogledal, da se je potem, se je sprostila energija, ki se je ulomila, ne? Ali delila z kvadratom svetlobne hitrosti, se je razdelila v maso tega našega vesolja. Ne? In zdaj, kaj je eksplodiralo, se ne ve, ne? Zdaj z Biblijo se ni prav veliko za pomagati, ker se začne takrat, ko je Bog ustvaril svet in človeka, ne? Oziroma, ampak je mišljena zemlja, ne? Zemlja je bila pusta in prazna, ne? In tudi ne vem zdaj, da bi bila kakšna mitologija, mogoče je, no? Ampak jo jaz ne poznam, ki bi nam ne razlagala tega, kako se je začela zemlja, ampak kako se je začelo vesolje, kako se je začelo vse. Ne? Zdaj to, da je eksplodiralo, ne,
mislim, skratka, no, to sem skoraj pozabil povedati. Ne. Sem šel gledati tudi tega Stephena Hawkinga, ne. Kaj on v tem pravi? No, on pravi, ne, da to, da če se je svet začel z eksplozijo, če bo ta veliki pok pred 13,7 milijarde let, da to sploh ne izključuje Boga, ne? Ker si še zmeraj lahko predstavljamo, da je Bog ustvaril svet s tem velikim pokom, ali pa da je ustvaril svet kadarkoli pozneje, tako kot da je veliki pok bil. Ne? To je Stephen Hawking, tako je podpisan. Ne? In sem pomislil, ne, tako, da bi Bog ustvaril svet tak, kot da je veliki pok bil, ne? To je zelo podoben, kot če bi štorkla prinesla otroka, točno tacga, kot da bi imeli starši spolne odnose. Ne? Tako da ta del se mi zdi malo za lase privlečen, ne? Zdaj pa druga varianta, da je pa Bog ustvaril svet v trenutku velikega poka, ne? Je pa seveda, ne vem, zdaj za koga mogoče to problematična misel, ne? Da je Bog vse skup ustvaril tako, da je vse skup v zrak vrgel. Ne? Ampak pri Slovencih bi rekel, je ta misel, mislim, Slovencem je ta misel razmeroma blizu, ne? Zaradi tega, ker imamo nekako celo zgodovino, ne, sestavljeno iz enih takih malih pokov in novih začetkov in nas je pri tej možnosti, ne, da je svet nastal z tem velikim, tako da ga je Bog vse skup vrgel pred 13,7 milijarde let v zrak, ne, bi rekel, da se nam zdi dosti logično, da to pomeni, da je pred velikim pokom, ne, obstajal en režim, ki je bil tako gnil in pokvarjen, ne, da je bilo treba vse vreči v zrak in začeti popolnoma na novo. In lahko seveda Boga samo občudujemo, ne, da je to naredil tako, bi rekel, tako popolno, ne, da za tistim prejšnjim režimom ni ostala niti najmanjša sled, na katero bi se lahko oprla kontinuiteta. Ne. Ne, ampak hkrati pa težko razumemo, da je pa Bog to naredil tako, kot da ga ni. Ne. Ker v tem je pa bistvena razlika med njimi in tistimi, ki so pri nas z veliko manjšimi poki, ne, na novo začeli zgodovino. Ne. Ampak Bog je to tako naredil in zdaj, kolikor je to tako naredil, jaz mislim, ne, da ni tega naredil tako, bi rekel, slučajno ali pa po pomoti, ampak da bi se zelo spodobili, da bi spoštovali to njegovo odločitev po anonimnosti in potem, da je uspešno, bi rekel, uničil in vse dokaze, ki bi napeljevali na njega in da spoštujemo to njegovo željo po anonimnosti in se tudi mi obnašamo, kot da ga nikoli ni bilo. Ne. Tudi če je in nas zdaj le gleda, mislim, da bi mu to kar dopadlo. Ne. Tako sem jaz razmišljal. No. Ampak zdaj, lahko da je bil prej en režim, lahko da ni bilo režima, ampak kakorkoli. Obstaja teorija, ne, da ni bilo nič, da prej ni bilo nič in da je znotraj niča nastala taka napetost, ne, ki se je sprostila v tej energiji, ki se je s kvadratom svetlobne hitrosti razdelila v to maso, ki še zdaj leti narazen. Ne. In ne, zdaj, če se je pa sprostila ta energija znotraj niča, ne, je pa seveda to logično, da obstajata ta pozitivni pa negativni nič. Ne. In zdaj, če obstajata pozitivni pa negativni nič, je to spet en od, bi rekel, že drugi zelo zanimiv fenomen slovenskega jezika, ne, namreč mi dejansko imamo dva niča. Ne. Če ničesar ni, to pomeni, da vse skupaj ni drugega kot nič. Ne? Če ničesar ni, nič je. Ne? V slovenščini dobesedno obstajata dva niča. Ne? Obstaja pozitivni in negativni nič. Ne? Nič ničesar in nič niča in znotraj njih prihaja, ne, do, bi rekel, pri odnosu do jezika, do precejšnjih napetosti, ne? Ampak v vsakem primeru, ne, sta ta dva, bi rekel, pozitivni pa negativni nič, no, mimogrede oba sta moškega spola, ne, ampak no, in
In to je nekaj, česar spet, ne, bi rekel, angleščina kot mlad jezik seveda nima, ne, ker nothing was, in iz tega pač, ne, mislim, jaz sicer pri Dylanu sem pol you ain't going nowhere, sem razmišljal, ne, ampak pa sem nekaj slišal, da je Dylan živel v enem koncu, kjer se je lahko tudi neki slovenščine ali pa saj slovenske miselnosti navzel, ne. Tako da večinoma pa v angleščini imamo to, skratka, je precej nepraktična za razlaganje tega začetka vesolja in vsega, ne. Ja, medtem ko zdaj Slovenci sicer, ne, si lažje kot konflikt med negativnim pa pozitivnim ničem si predstavljamo konflikt, ki je zelo močen med levim in desnim ničem, ne. In to, kateri je pozitiven pa kateri je negativen, je seveda odvisen od našega političnega prepričanja, ne. Ampak, ne, in to se zdi na videz žaljivo, ne, da bi rekel levo ali pa desno politično opcijo imamo za nič, ne, da rečemo, da je to nič, ne, ker pač ne, večina ljudi je prepričana, da ta leva pa desna politična opcija, da ima eno zgodovinsko zaledje, da od nekje izvira, ne, izvira iz enega iz druge svetovne vojne, recimo, ne, ampak zgodovinarji vejo, da tudi ta konflikt, ne, med levim in desnim v drugi svetovni vojni, ne, je od nekje prej izviral, ne. In če bi šli tako nazaj, pa nazaj do Trubarja in ne vem, še kam nazaj, bi ugotovili, ne, da je pravzaprav ta konflikt, ne, starejši od svoje konkretizacije, ne, vsakokratne, ne. Skratka, verjetno bi prišli prav na tam 13,7 milijarde let, seveda, če bi bili to sposobni, ne. Če tam, skratka, bi lahko odkrili izvor tega konflikta, ne. Kar pa seveda pomeni, ne, če pa brez konflikta, ne, mislim, ne bi bilo ničesar, ne, pa to seveda pomeni, ne, zelo preprosto rečeno, da se enotna množica zmeraj moti, da se pa moti tudi enotni posameznik, ne, ki ne izkorišča možnosti, ki nam jo daje dejstvo, da imamo levo in desno hemisfero in da ne vzpostavlja znotraj sebe tega nasprotja imenovanega dvom. Zdaj mogoče tako, da moram nekaj popiti, pa si še ne upam drugega k ljubljansko vodo. Pa mogoče eno pesem o dvomu, ne, zrecitiramo vmes, ne. Zdaj ne vem, kdo bi, mogoče pa isti, ne, čeprav Rudolf Katz ni najbolj primeren, mogoče je tale. To je bolj intelektualna pesem. Nasprotje je že v načrtu, svet brez nasprotja je mrtev. Zato pretiravanje s spravo ni ne koristno, ne zdravo. Ker dva pola ima magnet, da je svet zadost napet, z nasprotjem treba znati je živeti. Nasprotje ne sme biti ovira, brez njega svet degenerira. Da vsi smo enaki v enaki napaki, želimo biti slepi, da sami sebi zdimo se lepi. Slovenija gre naprej, namesto da bi šla na zdaj. Slepa pega vodi rod v mrtvi zgodovinski kot, držimo se za korenine in čakamo, da vse skup mine. Ker nismo vsi iz istega vica, enemu sveta je potica, drugemu burek, tretjemu pica in četrtemu krvavica, ker se nam zgodi krivica, ven iz enega jeza šprica, drugi ima predsolzna lica, tretji v tihi grozi šprica in četrti kliče strica, Avstrica. Nasprotje je že v načrtu, svet brez nasprotja je mrtev, zato pretiravanje s spravo ni ne koristno, ne zdravo. Zdravo. Hvala lepa. Skratka, treba je izkoristiti to nasprotje, ne, zdaj, ne,
znotraj sebe in vse čas, bi rekel, iskati možnost, ki je boljša od tiste prejšnje. Ne? Zdaj, Američanom je lažje, oni rečejo be yourself and everything will be all right. Ne? Ampak ne, mi ne, na tej portugalski strani pa se ob tem zmeraj vprašamo, ja, kateri jaz pa ne bom, da bo vse v redu. Zato, ker mi pa vemo, ne, da je človek koalicija zelo različnih jazov. No, in ko sem jaz enkrat tako delal tele vaje iz konfliktnosti, iz nasprotja, ne, iz dvoma, zelo intenzivno, ne, se mi je zgodilo, da sem že na vse zgodaj se znašel v popolni negotovosti, ker nisem vedel, kaj ne oblečem. Karkoli bi oblekel, bi me preveč definirali in tudi, če bi šel ven nak, bi me to preveč definirali in sem si potem zaželel, da bi bil žival, da bi imel dlako, da mi nikoli ne bi bilo treba o tem razmišljati. Če ne žival, sem si rekel, pa dlako, če ne dlako, bi imel pa vsaj uniformo. No? In tako sem postal lovec. Ker v lovcu je pa ta temeljni konflikt, ne, narava proti civilizaciji. Lovec naravo civilizira, hkrati pa skuša biti del narave. Ne? Zdaj, eni nas imajo seveda za morilce nedolžnih živali, ampak povem, živali niso čist nič bolj nedolžne, kakor smo mi. Ne? Ne? Samo, da se mi delamo strašno fine, ne? In si prizadevamo na kulturne načine doseči tisto, kar hočemo imeti. Ne? In dokler ta kulturen način, se pravi ta civiliziran način iskanja enih takih možnosti, da pridemo do tistega, kar rabimo, ne? Dokler to deluje, je vse v redu. Ko pa ne deluje več, ne? Takrat pa seveda pride na dan dejstvo, da če hočemo ali pa nočemo, če priznamo ali pa ne priznamo, smo tudi mi zveri. In seveda, in smo zveri tudi takrat, kadar se obnašamo recimo popolnoma kulturna, ne? Recimo na enih takih večerih, ne? Ampak kadar sem bil pa po cele tedne čist sam v gozdu, ne? Sem se pa počutil žival z vsem svojim bitjem in telesom in tako se mi je enkrat zgodil, da v enem takih trenutkov, ko sem bil več tednov sam v gozdu, pride mim ena punčka s košarico. Ena punčka s košarico in mislim, in me zver v meni, me je na kolenih prosila, da jo zgrabim in da ji pokažem, kaj je to divjina v človeku, sred divjine, kjer ni nobenega, ki bi lahko pomagal. Ampak mi druga polovica, druga hemisfera mi pravi, ne smeš, ne samo, da je še podmirska, tudi sicer brez njenega dovoljenja nimaš do nje čisto nobene pravice. No in tako sem se samo obrnil in sem šel naprej po svoji poti in da bi jo odmislil, sem začel razmišljati o tem, kako to počnejo rastline. Kako pride do tega, da iz hrastove mačice zraste želod, iz katerega potem zraste eno celo mogočno drevo. Da bi jo pa še bolj odmislil, sem pa začel potem razmišljati, kako se je vse skupaj začelo, kako se je življenje namreč začelo, a je bila vsaj na začetku ljubezen ali je šlo že takrat samo za seks. In to seveda ni nekaj, kar bi lahko vprašali svoje starše, ne? Zato, ker naši in predvidoma, da celo do konca meseca, ne? Pa že do ohladitve predniki so nas spočeli že pred dobrimi 4 milijardami let. To moram zdaj tukaj le pogledati, da ne bom kaj narobe rekel. Ja. Skratka, so nas spočeli že pred
Točno, ja, skoraj 4 milijardami let, ko so prve molekule, ki so se združile v živo snov, padle na tla z neba kot posledica slabosti, ko je Zemlja izpekla svoje notranjosti v ozračje brez kisika, bruhala vse, česar ni mogla več zadržati v sebi. In ko se je ta gnusoba spustila z neba na tla, je ob pomoči proteinov in lipidov, peklenske vročine, ultravioličnih žarkov in električne napetosti streli magnetnega polja, kemija ljubezni med sladkorji in kislinami povzročila nastanek prvih živih celic. Ker malo na jok mi gre, ne? Ker bila je ljubezen, ne? Je morala biti ljubezen, ker sladkorji in kisline se drugače ne bi nikoli združili med sabo. Ampak če je življenje nastalo zaradi kemije ljubezni, je bil ves njegov nadaljnji razvoj en sam neizprosen boj za obstoj. Takoj, ko smo se pojavili kot posledica ljubezni, smo se začeli žreti in boriti za prostor, hrano in potomce. O tem, za kakšno življenjsko energijo gre, govori podatek, da je, pazite to, enoceličnih bakterij, s katerimi se je vse začelo, je na svetu še danes največ ne samo po količini in po številu vrst, ampak tudi po masi. V enem samem gramu plodne zemlje je več kot 10 milijard bakterijskih celic in čisto vse so se pripravljene razviti vse do človeka. Pri čemer ene še sploh ne občujejo, druge pa to počnejo znotraj enega samega spola. In tako smo se pred dobrimi 3 milijardami let tudi mi množili z delitvijo in reproducirali sebe, ene in iste sebe. Ker še nismo vedeli, zakaj je potrebna konkurenca, smo hoteli sebe razmnoževati v nedogled. In ta želja se je v Sloveniji ohranila vse do danes. In bi verjetno tudi prevladala, če ne bi razmnoževanje znotraj enakih slabilo imunski sistem in je v par milijardah let zmagala praksa, da tudi če se nasprotja ne privlačijo, se splačajo. Rodil se je seks. A čeprav pri prvih občevanjih ni šlo za nič drugega, kot za najboljši možni način, kako se izboljša genska struktura in prilagodljivost novih organizmov, nam na koncu od tega ni ostalo drugega kot slepa strast, ki je gnala zverino v hišo mladenkine babice. Vem, da zgodbo že poznate, ampak verjemite, da šele ko se zgodi tep, veš, kaj je resnica in kaj je pravljica. To, da je bil volk in da je imel velik gobec, to je seveda metafora, se pravi pesniška figura, ki nam pomaga, da stvari ne povemo tako svinjsko, kot v resnici so. Metafora je tudi to, da je volk babico in mladenko požrl. Pri čemer pa ta metafora sploh ni tako iz trte izvita do prvega odnosa med dvema bitjema, takrat še enega samega, se pravi srednjega spola, je po eni teoriji namreč prišlo tako, da je en organizem drugega požrl, zato da je rodil gensko bolj prilagodljive potomce, kot je bil sam. Ta podatek pa seveda dokazuje, da so se iz tistih, ki so začeli boj med spoloma, razvile ženske, ne? In da so se pozneje znašle v težjem položaju, pa je seveda zgolj potrditev lepega starega slovenskega pregovora, kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ker pa je bil en sam spol na začetku, je v slovenščini še zmeraj zelo, zelo veliko besed srednjega spola, ki pa imajo vse zelo močno željo, da bi se razvile v moški spol
In jim to v pogovornem jeziku tudi zelo dobro uspeva, čeprav jih učitelji in lektori zmeri rinejo nazaj v spol, ki so ga že prerasli, ne samo oknu, ampak celo jagnjetu, piščetu in teletu ne pustijo, da bi postali moški. A naj so zaščitniki slovenščine, naj se zaščitniki pravilne slovenščine še tako trudijo z močjo avtoritete preobrniti naravni proces in jih v dvojini celo rinejo v ženski spol, da se reče dve piščeti, tudi če sta petelinčka, ne morejo spremeniti tega, da je moški spol bolj zanimiv in privlačen, ker moški lažje živimo neodgovorno. Žalostno pri tem pa je to, da se sonce, grmovje, oken, pišče in tele še sploh ne zavedajo, da nam moškim danes na svetu še zdaleč ni več tako lahko kot včasih. Saj se nam ženske zmeri bolj upirajo in nam kljub temu, da smo telesno močnejši, zmeri težje, nam je, kljub temu, da smo telesno močnejši, zmeri težje najti tako, s katero bi uspeli pognati skupne korenine, iz katerih bi zraslo mogočno družinsko drevo. In ko to korenine seveda v čist drugem smislu, kot so bile tiste korenine, katerim smo se pred milijardo let odpovedali, ker nismo hoteli pristati na to, da je tam, kjer smo, za nas najboljše in da bo vse, kar rabimo, prišlo k nam samo. Organizmi, ki so zaupali, da bo vse, kar rabijo, prišlo k njim samo, so pred milijardo let so se zasidrali tam, kjer so bili. Njihove celice so se utrdile, razvijali so gobce, ki so srkali vodo in sončno energijo, s pomočjo katerih so skupaj z planktonom, ki je svojo usodo prepustil morskim tokovom, proizvedli popolnoma ves kisik, ki ga danes imamo. V nasprotju z njimi pa se mi nismo hoteli odreči možnosti, da lahko za svoje gobce zmeraj najdemo kaj boljšega, zato smo rabili najprej migetalke, potem noge in na koncu kolesa in pogonska goriva. Če si rastlina, seveda, je zadosti, da čutiš, kje je sonce in kje je voda. Čutiš seveda tudi sekiro, ampak sekire ne rabiš ne slišati, ne videti, ne vohati, zaradi tega, ker ji ne moreš pobegati. Če imaš pa noge, seveda pa lahko ujameš in lahko pobegneš. No in borba za čim boljšo hrano je pri tistih, ki so imeli migetalke ali noge, je pa seveda razvila tudi okus. Okus pa je ločil dobro od slabega. Dobro je gobec požrl, slabo pa je izplunil. A mi je težko, a naredimo malo pauze. Ali bomo pri smiselnem koncu, ker meni se zdi, da že malo popušča tole. Skratka, borba za, mi, ki smo se gibali, ki nismo pristali na to, da se prepustimo in da smo tam, kjer smo, ali pa da se prepustimo morskim tokovom in proizvajamo kisik, mi smo seveda imeli možnost, da poiščemo, največji razlog za to, da imamo noge, migetalke ali pa kolesa danes, je to, da lahko najdemo kaj boljšega, kot bi bilo tam, kjer smo. No, in ta želja po tem boljšem je seveda razvila in izpopolnila okus. Do 3 Michelinovih zvezdic in še naprej. Je razvila okus in ta okus je ločil dobro od slabega. Dobro je gobec požrl, slabo pa je izplunil. In ob tem je takrat, ko je bilo že dosti kisika, da smo razvili pljuča, prišlo do prvih oglašanj, iz katerih so se razvile prve besede. Mam ob slastni hrani, iz česar sta se razvili besedi imam in mama, naprimer, in tuj ob neugodju. Predvsem beseda tuj, do katerega pride takrat, kadar se nekaj izpljune, je živ dokaz, da slovenščina sega ne samo na same začetke človeškega oglašanja, saj se na domače in tuje delimo že od nekdaj. Tako kot se
tako kot že od nekdaj na zemlji vlada boj za življenje in smrt in so že pred davnimi časi ene živali zato, da so ubežale svojim plenilcem, razvile krila. To seveda nismo bili mi smo bili tisti, zaradi katerih so razvili svoje krila. Ne? Ja. In od teh živali, ki so razvila krila, pa so ostala na tleh, pa v naših krajih živijo kokoši. Ne? Kokoši hotele so pobegniti v višave, a niso imele discipline, da bi manj žrle in se več gibale in jim ni ostalo drugega, kot da pristanejo v službi ljudi. Zato, če katera žival ni simbol suverenosti, je to v naših krajih brez dvoma kokoš. In moram povedati, da sem bil pred leti enkrat v Združenih državah in sem tam pokazal zemljevid Slovenije otrokom in sem jih vprašal, na katero žival jih spomni in niti eden ni rekel na kuro. Edini, ki ga je ta oblika naše države spomnila na žival, je rekel, da ga spominja na metulja z enim poškodovanim krilom, ne, s tem levim, ne, nekje do linca bi morali seči, da bi imeli popolnega metulja. Ne. Tako da smo mi tisti, ne, ki vidimo svojo državo v podobi desno bežeče, ne prav bistre ptice, ki ne leti, ampak daje gospodarjem hrano. No, krila pa bi seveda lahko imeli tudi ljudje, ne? Ampak če bi imeli krila, ne bi imeli rok. Ne? Zdaj eni pravijo, da smo si roke razvili zaradi plezanja po drevesih. Ne? Da smo prišli do jajc, vsaj do jajc tistih, ki so nam pobegnili s pomočjo kril. Ne? Ampak če bi hoteli iti na drevo, ne? Mislim, potem bi tudi vi verjetno si razvili krila. Ne? Ampak potem, če bi si razvili krila, ne bi imeli rok. Ne? In zaradi tega jaz mislim, da so roke, da ni šlo za plezanje po drevesih, ampak smo si razvili roke zaradi tega, da smo lahko grabili še naprej, tudi takrat, kadar smo imeli že polne gobce. Ne? Tako da smo lahko grabili tudi s polnimi gobci. Ne? Če malo pauze. Ja. Skratka, da smo grabili tudi s polnimi gobci, smo pač razvili s prednjih nog roke, ne, in ker smo nagrabili, pa smo seveda morali varovati, ne, in tako smo, ker smo imeli roke, ne, smo prišli do orožja, ne, veja, palca, kamen, karkoli si prijel, ne, je bilo orožje. Ko smo pa sovražnika odgnali in je bil mir, smo pa odkrili, da je orožje lahko tudi orodje, s katerim smo potem obdelovali zemljo in izdelovali še boljše orožje in še boljše orodje. No, in s kopičenjem zalog in z orodjem smo se pa seveda zmeraj bolj vezali na dom. Hkrati pa zdaj, ko smo lahko grabili z rokami in varovali z orožjem, prva naloga gobcev ni bila več, da zgrabijo, požrejo in hlastajo za še več, ampak so lahko dali od sebe tudi kaj več kot samo tistih nekaj preprostih besed. In moški, ki nas je doma toliko bolj stiskalo, kolikor smo imeli več semenčec kot ženske jajčec, smo začeli s svojimi gobci napletati zgodbe, zaradi katerih smo lahko orodje obračali nazaj v orožje in iz zmeraj bolj utesnjenega, urejenega in ustaljenega doma odhajali v divje avanture. Tako je že takoj, ko se je jezik toliko razvil, da je lahko pletel zgodbe, ki so služile kot izgovor. Skratka, takoj, ko se je jezik toliko razvil, da je lahko pletel zgodbe, ki so služile kot izgovor, dvojina postala ogrožena. To je komplicirana misel, ne? Tako da malo, ne. Dvojina je s tem postala ogrožena in je seveda zaradi tega večina jezikov dvojine sploh nima. Slovenci, ki smo jo ohranili, pa tudi ne vemo, zakaj jo imamo, čeprav je stvar izrazito in izredno preprosta. Dvojina je namreč posledica in ostanek časov, ko sta vladala dva.
In kdo drug bi to lahko seveda bil kot ata pa mama, ne? Oče in mama. Obdobje očeta gospodarja je dnine proti množini, ko je mož zrinil ženo v skupino z otroki in je oče postal diktator, mama pa zaščitnica. To je prišlo poznej. Najprej pa sta bila oče in mama, ki sta skupaj odločala o vsem. Dvojina, to sta alfa samec in alfa samica in proti vsem ostalim seveda. In taka dvojina še danes obstaja v naravi in sicer pri volkovih. Če ni obeh, alfa samca in alfa samice, eni to veste, drugi ste zdaj izvedeli, trop razpade. Volk in volkulja sta torej model tiste dvojine, ki jo je v večini človeškega sveta uničil individualizem, ko moški ne rabijo več žensk in ženske ne moških, ker so oboji že preveč samostojni. In jaz nisem s tisto mladenko hotel čist nič drugega, kot ustvariti trop in obnoviti smisel dvojine, za katero se nekateri slovenski ljubitelji jezika tako panično bojijo, da bo izginila, pri čemer spregledajo, da je edina dvojina, ki res izginja, ženska dvojina, se pravi tista, ki je včasih sploh bloni oziroma je bila skrita za steno domačih domov, ne? Ni pa se z njo hodilo v javnost, ne? Kaj šele v šole. In bi se tudi tista dvojina, ki se ji reče moška, morala uporabljati samo v primeru dveh se pravi dvospolnih parov. Ne? Bi se morali, tako kot dve ženske so šle, bi se morali reči tudi dvoje moški so šli ali pa dva moški so šli, ne? In šele moški in ženska sta šla, ne? Če bi sploh vedeli, zakaj imamo dvojino, zato ker dvojina ni ena zajbancija, ne? Dvojino je težko ustvariti v tem današnjem svetu, v katerem je toliko zgodb, da je nemogoče, da se dva najdeta v isti zgodbi, ki se še en človek znajde v več zgodbah naenkrat, ne? In da v tem zmedenem času preživiš, seveda rabiš moč, ne? Moč je pa danes, nažalost, denar. Tisti, kar je ta moj rusinski soimenjak slikal. Moč je denar, ampak v stranko nisem šel zaradi denarja. V stranko sem šel zaradi tega, ker sem vedel, da bom imel zaradi tiste babice pa tiste mladenke težave. In najprej sem pomagal šefu pri enih njegovih težavah z novinarji, no pa me je pa postavil za šefa varnosti v eni kemijski tovarni. Ne? Pred kemijo sem imel zmeri strah, ne? Zato ker s kemijo se je vse življenje začelo, s kemijo so naredili vse naravi identične, ne? Predmete, ne? In s kemijo seveda delajo tudi zmeri hujše eksplozive. Ampak čeprav znajo delati zmeri močnejše in boljše eksplozive, ne, je kemiji popolnoma nelogično ali pa nejasno, ali kako se temu reče. No. Skratka, zdaj sem pa res že tako malo zmatran, mogoče tole duši uniforma. Ne. Ja, skratka, to kemično tovarno je bil lastnik mislim, skratka, nekdo je hotel da jo je kupil samo zato, da bo tam gradil luksuzna stanovanja, pa se ne vem, če je to sploh pomembno. No. Skratka, ampak čeprav je tisto, iz česar znajo kemiki narediti zmeri večje eksplozije, zmeri manjše, je za kemijo nepredstavljivo, to je bila ta beseda, nepredstavljivo, da bi nekaj eksplodirali iz nič. Iz nič lahko danes eksplodirajo samo zgodbe, ki se raztreščijo oziroma v še nove in nove zgodbe in letijo zmeri bolj in bolj narazen. In naj si še tako želimo, da bi vsi verjeli v iste zgodbe,
zato že zdavnej prepozno, ker je zgodb zmeraj več in se tega, da je zmeraj več sveta izmišljenega, ne da več ustaviti. Sem pa moral, mislim, da še eno pesem povedal, ne, saj še ni konc, ampak bom povedal eno pesem. 97% ima naslov pesem. Govori pa o tem, da je, ne vem, če veste, 97%, denar se je tako namnožil, da je 97% denarja nima nobene realne podlage. Sem 3%, mogoče zdaj že 2,5%, ker tudi sem pred par leti, nisem mogel verjeti, sem preverjal, pa pred par leti je bilo, samo 3% so na realni podlagi, drugo je pa samo ta incest finančen. Ne? In gre takole pesem. 97% denarja je izmišljenega, kar pomeni, da domišljija je že zdavnej zmagala. In tudi proizvodni sektor, ki se hvali, da je realen, je utemeljen na denarju, ki je v glavnem imaginaren. Ker delnice so tak odmik, da ni več jasen, kdo je lastnik, za stiske ljudi noben ni kriv, sistem se je pač tako razvil, da iz take snovi, kot so sanje, je stkano tudi vse naše sranje. Kupujemo več zgodb kot uporabnih stvari, poznamo več fiktivnih kot resničnih ljudi, namest pravičnega nam vlada pravličen red, ki ga je zelo težko podreti, ker je na njem zgrajen naš svet in princi in princeze imajo ne le vplivne zveze, s pravličnim bogastvom vred, imajo tudi pravličen ugled. Normalen človek se več ne more zadolžiti, pravličen svet pa živi še naprej na svoj kredit in če bi vsi stopili naenkrat na realna tla, bi najbrž bila ogrožena civilizacija. Ker 97% denarja je namišljenega, to pomeni, da domišljija je že zdavnaj zmagala. A če lahko verjamemo v pravličen finančen red, lahko verjamemo tudi v pravičen in socialen in ljubezni in spoštovanja do življenja poln svet. Ja, to je zdaj, to je bilo samo tako umestno. V glavnem, ja, ker sem bil še v svojem telesu, veliko bolj zdravem in ohranjenem od tega, ne, sem v Ameriki srečal eno Slovenko, ki je od slovenščine znala samo preklet hudič. Samo preklet hudič, zato ker je tako govoril njen oče, kadar je bil jezen. To je bilo edino, kar je ostalo. In to pomeni, da so nekako, to sem tudi potem slišal še z drugih strani, da so kletvice tisto zadnje, kar ostane od našega jezika. Ne? No, ampak ko sem jaz stopil enkrat v tisto tovarno, ko sem bil šef varnosti, ne, jo je tisti človek menda kupil samo zaradi tega, da bi tam gradil luksuzna stanovanja, so se naenkrat zaprla za mano vrata in takrat nisem uspel reči niti pi, pa od mene ni ostalo drugega, kot zgodba za te pizde kulturniške, umetniške, gledališke, razumeš? Ampak seveda, tako pač je, ne? Če človek dolg časa živi, se v njem nabere oseb za eno celo malo novo mesto, ampak ene med njimi so tudi zelo zoprne, take, da se jih ne znebiš zlepa in so tudi užaljene še po svoji smrti. Ne? Kakorkoli, kaj hočemo, ne? Tudi taki so, ampak več kot to, pa pravzaprav ne vem, ne? Ker če še tako moram, ne? Več kot toliko, enostavno ne moram, ne? Ker moram samo to, kot moram, oziroma moram. Ne? Zdaj pa še ena lepa pesem. Tle not v meni je cela pot, bakterija je zdaj gospod. Začel sem se kot del nečesa, ker hoče rasti iz roda v rod, na koncu razvojnega procesa pa sem izgubil se sred zgodb. In zdaj imam problem, ker več nočem biti člen, ki pelje življenje naprej, ampak jaz sam, z vsem, kar imam, bi hotel ostati tle in zdaj. Ampak kokoška je znesla jajce na zid, kjer se je začelo kar samo valiti in se je zvalilo na tla, da vsi učenjaki sveta ne znajo ga več skup
sešit. Ja, hvala. To je bilo na kratko iz tele dvomovinske lirike, ne? Tudi povzetek sem v bistvu že povedal, ampak povzetek v angleščini bi pa povzel iz ene druge knjige, to je pa iz Kudove stečajne mase. Jih lahko nekaj celo tukaj dobite. Tih bod dedi je naslov knjigi, kjer je pa povzetek v angleščini. Gre pa takole. Mogoče pa spet. Because our land was on this place before the beginning of the human race. We are so proud. We say aloud, we are the nation on the best location. We got the mountains, we got the sea, and we don't need much of the history. With many spas where water is hot, and summer ice on the mountain's top, with deep dark forests and open plains, and only 2 million human brains. With famous neighbors like Austrians, Italians, Croats, and Hungarians. We are so proud, we're in between. We say aloud, we are Slovene. We are the nation on the best location. We got the mountains, we got the sea. We are the nation on the best location, on the top of history. Thank you very much. Hvala lepa. Če ima kdo kakšno vprašanje, drugače pa, ja, se ne spomnim kaj. Eno pesem mogoče še, preberem, eno čist drugačno, ne, se reče temu something completely different. Zdaj pa še čisten mečken rock'n'roll glasbe, da svet nam ne ugasne, da združi vse človeške pasme, brez vsake plesne izobrazbe, ker na ritem rock'n'roll glasbe midva bova plesat šla. Nič nimam proti ritmom valčkov in polk, čez teksti se ne poneumlja folk in če zaradi vse večje ljudskosti ne propagira infantilnosti. A mi je več do rock'n'roll glasbe, kadar za ples in v živo igra se, telesu vrača vero vase, ker marsikdo lahko se izkaže, na ritem rock'n'roll glasbe midva bova plesat šla. Zato zelo lepo združuje šport in art, začne se isto kot visoki štart, pol pa namesto, da vse naprej zdrvi, na malo prostora pleše dost ljudi. Zato ne morem več brez rock'n'roll glasbe, včas bolj hitre, včas počasne, ker mojemu organizmu paše, tudi če ga plešem čist sam zase, na ritem rock'n'roll glasbe midva bova plesat šla. Ne da se plesati digitalno, ne da se plesati virtualno in tudi ne intelektualno, predati se moramo ji totalno. Zato verjamem v ritem rock'n'roll glasbe kot kulturne preobrazbe, ki nas poganja v boljše čase, nam da občutek, da vse da se, ker na ritem rock'n'roll glasbe midva bova plesat šla. Mogoče res ni za predsodkarje, izvira iz Afroamerike, a zdaj je osvojila že cel svet, ljudem pomaga skupaj ga vrtet. Zato verjamem v ritem rock'n'roll glasbe kot kulturne preobrazbe, ki nas poganja v boljše čase, nam da občutek, da vse da se, ker na ritem rock'n'roll glasbe midva bova plesat šla. To je bil Chuck Berry. Potem je pa še, mislim, da Chubby Checker.
Dajmo, drage moje, ploskajmo. Kako ste fajn. Pred mano kup teles, ste kot nalašč za ples, iz neprestanih kriz, nasreš lahko sam twist. Zato uživajmo, saj nismo tako nemočni, uživajmo, tudi če je zunaj mraz. V svojih glavah smo, še bolj kot v nogah poskočni, uživajmo, ves čas je le naš. Ker gor in dol in naokol zmer znova spet, spoznamo, da ljubezen žene svet. Zato uživajmo, ker sploh nismo nemočni, uživajmo, tudi če pada dež. Vsi živi smo, v sebi sončni in neskončni, uživajmo, ves čas je le naš. No, to je bil pa Čabi Čekar. Zdaj pa, ja, skoraj ne vem, če bi še kaj, da ne pokvaram vtisa. Ampak bom. Tale je pa čist, ta pa je spet nekaj čist drugega, viš, to sem pa tudi mislil. A lahko še dve, ne? Ja, tale je bolj huda, ne, tako da bom pol, te so same hude. Ateistka. Ateistka je naslov. Jezus na križu je opozorilo, kaj se bo tistim izmed nas zgodilo, ki bodo učili, da se da premagati zlo izključno in samo z ljubeznijo. In tudi jaz kot ateistka v srcu nosim Jezusa, ker Jezus je učil, da bo ljubezen zmagala in da brezsrčna vera v denar odnose med ljudmi pokvar. Jezus je učil, da človek je živ, zato ne se življenja bati, treba bo od mrtvih vstati, saj kdor ne upa si živeti, je zastonj prišel na svet. Tudi jaz kot ateistka verjamem v smislu križanja, ker Jezus je učil, da bo ljubezen zmagala, verjamem v smislu križanja vrst, da bo vsak nov rod bolj čvrst. Pole pa še ena. Pole pa še ena lektorska. Jaz se ne vem, če to pa reči. Takole gre, ne, ampak ta je pa res šužu. Kar povedal biti rad, nikdar ne uspem končati, ker me zmeraj prej ustaviš in besedo mi popraviš, da me v dno ponosa užal, ker počutim se total debilno. Kada jaz govorit ne bi znal, in leti veš, kva je prav. In kada te vsebina niti približno ne zanima, ampak paziš le na to, da je tako, kot naj bi bilo pravilno. Govorit me pust, ne trgi mi besed iz ust, predspr prič ta hip takoj, čist primer, pust jezik moj. Govorit me pust, ne trgi mi besed iz ust. Če se še enkrat vtakneš vanje, tožim te za nadlegovanje. Šubi-dubi, dubi-duba, šubi-dubi-dubi-da. Hvala lepa.